Poleg izdelovalcev mask, trgovcev in nujnih služb pa svojim delom med karanteno nadaljujejo tudi serviserji in hišni mojstri. Brez njih si težko predstavljamo, kaj bi storili, če nam poči cev, če se nam zamaši grezenca ali če se nam pokvari računalnik, ker smo pomotoma kliknili na sumljiv glas. Za frenda govorim. Dajmo si pogledati, kako v teh dneh poteka delo serviserjev. Kako torej ravnati v času, ko so gibanje in stiki med ljudmi nezaželeni in močno omejeni? Točnih navodil, katera popravila sodijo med nujna, nimajo, zato serviserji sami odločajo, kateremu klicu se bodo odzvali ali ne bodo odzvali. Vse po starem. Edina razlika je zdaj ta, da ki jih kličeš, niso več v gostilni, ampak doma. Njihova odločitev, komu bodo pomagali in komu ne, pa je v času karantene odvisna od nujnosti situacije. Nujno je recimo, če ti pušča voda in to povzroči škodo. Ni pa nujno, če ti crkne internet. Razen, če se je to zgodilo ravno med zadnjo epizodo Kralja tigrov. Ne mi spojljati. Malce več težav s serviserji pa lahko pričakujete, če ste se ravnokar odločili za nakup novega aparata. Iz Big Banga, ki je sedaj ob dostavi vključeval tudi namestitev naprave, pa odgovarjajo, da trenutno ne izvajajo montaže, vnosa in odvoza aparatov iz stavb. To pomeni, da bi v primeru okvare morali svoj 70-kilogramski pralni stroj prinesti pred stavbo, nato pa novega odnesti v stanovanje in ga tudi sami priklopiti. Ja, novega pralnega stroja vam serviser trenutno ne priklopi, kar pomeni, da vam preostane le ena rešitev. Tako je, fantje. Treba je zavihati rokave in aparat čim slabše inštalirati, pa pokličete serviserja, da vam pušča. V tem primeru pa pridejo. Narejen. Ampak žal pravih decev, kot sem jaz, v Sloveniji počasi zmanjkuje, zato se nekateri poslužujejo drugačnih oblik pomoči. Nekatere stranke pa so neučakane in od svojih znancev, obrtnikov in podjetnikov še vedno potrebujejo storitve. Ti pa jim velikokrat ustrežejo. Sedaj je mnogo tega dela na črno, izvaja se v garažah in take podobne stvari. Ja. Mehaniki v svojih garažah delajo na črno. Novico o mojstrih torej zaključujemo enako, kot smo jo začeli. Vse po starem. Ne vem za vas, ampak pri mojem mehaniku bi me manj začulil, če bi videl koledar z golimi moškimi, kot pa original račun. Če majhni obrtniki trenutno trpijo finančne izgube, pa je epidemija koronavirusa prava zlata jama za spletne trgovce. To so trenutno edine trgovine v Sloveniji, ki nas lahko varno zalagajo s stvarmi, ki jih ne potrebujemo. Po prvem valu paničnih nakupov osnovnih živil smo zdaj začeli nakupovati bolj razsodno. Dobesedno za med pa gredo barve za lase. Veliko prodaja tudi družabnih iger, iz dneva v dan pa se veča povpraševanje po žarih in erotičnih pripomočkih. Ja. Če so trgovci na začetku epidemije opazili naval na toaletni papir in vlažilne robčke, se zdaj pozornost nakupovalcev vse bolj obrača na lisice in biče. Po nakupovalnih navadah bi lahko torej ocenili, da smo se v pojavu epidemije najprej vsi usrali, zdaj se nam pa jebe. Ker narašča prodaja tako erotičnih pripomočkov kot tudi žarov, bo zgleda nekaterim v tej karanteni še pošteno vroče. Je pa na nek način povsem smiselno, da je ravno v tem tednu narasla prodaja pripomočkov za popestritev spolnega življenja. Veliko Slovencev in Slovenk namreč ne more do svojega ljubimca, ker je v drugi občini. Poleg vibratorjev, kondomov in ostalih stvari, ki jih imam skrbno spravljene v nočni omarici, pa se je na spletu močno povečala tudi prodaja izdelkov za ljudi, ki ne seksajo. 100% je poskočilo povpraševanje po računalniški opremi, kar 350% povišanje naročil družabnih iger, nakup šivalnih strojev pa se je dvignil kar za 500%. Pač moraš si krajšati čas na nek način. Tako da povečana prodaja družabnih iger ne čudi. Jaz osebno rajš vidim, da ljudje doma igrajo človek ne jezi se, kot pa da hodijo ven in igrajo človek nalezi se. No, nekateri pa so si očitno čas odločili krajšati na bolj produktiven način, saj se je za 5-krat povečala prodaja šivalnih strojev. Tolikšnega zanimanja za ta aparat v Sloveniji ne pomnimo, vse odkar se je v Prekmurju odprla ena manjša tovarna oblačil. Je pa šivalni stroj vsekakor odlična naložba, saj lahko ljudje z njim v času epidemije šivajo zaščitne maske, po karanteni pa kaj drugega. Najbrž bojo potrebovali otroške obleke,
glede na to, kako dobro se prodajajo erotični pripomočki. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.